Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v novem zimskem pogovoru na BKTV. Tokrat mi je veliko veselje, da v moji družbi Nastja Kramer-Pesek. Pozdravček. Zdravo, hvala, da si se odzvala vabilo, vesela sem. Tudi jaz, da sem prvič v Kamnici. Ja, na Štajerski sivki. Ja, na Štajerski Škoda, sivki. da danes dežuje, drugače bi si lahko še malo zunaj pogledala, res je lepo. Začniva z tvojo poslovno potjo. Okay. Kdaj je Malinca nastala? Najprej, kdaj je nastala v glavi in kdaj je potem nastala na papirju? Oziroma... Se je šlo zelo hitro, v glavi je nastala marca 2013, potem je pa na papirju bila že konec aprila 2013, da smo pa začeli z spletno prodajo, pa to je bilo pa junija potem istega leta, tako da 3 mesece je trajalo neke ideje do realizacije, ker pri meni je tako, da mora biti vse hitro in takoj. Zakaj pa ime Malinca? Ni neke poglobljene oziroma neke široke zgodbe zadnji tega, ampak mi, da smo vedele z mojo prijateljico, s katero sva štartale Malinco, da hočemo nekaj v zvezi z hrano, ker smo na začetku imeli res fokus na zdravi prehrani. In potem smo brskali, katera imena so še prosta, katera je bila primerna. In ja, med nekimi favoriti je bila potem tudi Malinca, pa Murka, te dve vem, da sta bile na koncu glavne dve, hvala Bogu, da smo se za Malinco odločili. Ampak nekaj zmeji očitno. Ja, ne vem, zakaj je bilo, to se res ne spomnim, je bilo kakšna poanta, da je bil M, ampak hodili smo, da je neko hrana, sadje, zelenjava, tako da veliko domen ni bilo prostih, so bile že zasedene, tako da smo se pa odločili med temi, ki so bile in se odločili za Malinco. In ko smo imeli ime, smo potem okoli imena v bistvu zgradili brand in neko celostno podobo brenda in tako. V bistvu v zelo kratkem času je bilo takrat naporno, se še spomniš sploh? Ja, se spomnim, da je bilo ful fajn, mi smo začeli v bistvu takoj po faksu in smo bile brez obveznosti, brez otrok, doma smo živeli in smo itak imeli ves ljubi čas na svetu in nama je bilo to ful fajn delati. Vsi smo veliko delali, ampak ni bilo naporno, res smo se imeli fajn takrat v tistem začetnih časih. Kako zelo pa je zrasla Malinca iz 2013 do 2025, tudi kar se tiče samih artiklov, recimo temu tako. Mislim, zdaj letos bomo praznovali junija 12 let, ampak v teh, jaz bi rekla, da zrasla je predvsem z vidika ekipe, danes nas je 12 plus kar enih 10 zunanjih sodelavcev. Z vidika samega izdelka smo se zelo prestrukturirali v teh letih, ker mi smo začeli prodajati druge blagovne znamke. Potem smo pa tekom let začeli razvijati lastno blagovno znamko in danes v bistvu prodajamo samo še lastno blagovno znamko, to je približno 90 različnih izdelkov. Včasih, ko smo pa druge znamke, smo bili že mi na 1200 izdelkov, teda mi smo šli v bistvu iz več na manj in na to, kar zdaj imamo, da je res pač top, kvalitetno in da mi za tem stojimo. Kako pa razvijaš, a veš, ko imaš neko podjetniško pot, pa začeli sta tako, kot si opisala, kako si imela že skozi neko vizijo, da imaš lastno blagovno znamko? Kak je ta proces? Niti ne, na začetku sploh nisem o tem razmišljala, ampak nekako se je pol tekom let, ena tista seme, ki je bilo to, da smo enkrat dobili ene izdelke, se prav spomnim te alge, spirulino pa klorelo v ful grdih embalažah. Bila je pač biološka, vse super, ampak so bile embalaže res ful grde in mi smo takrat rekli, pač le v teh embalažah res to mi ne moramo. Dajmo neke nalepke, če smo malo to preoblikovati, da bo lep izgledalo. In tukaj je bilo pa isto prvo osebe, dajmo svojo blagovno znamko, dajmo pač, mi smo klicali te proizvajalce, če lahko pač namesto njihove damo svojo, pa malo preuredimo, oni so rekli ja. In to je bil nek začetek, ki je bil že kako leto potem, ko smo midve začeli, zelo hitro na začetku. Ampak da smo pol zares začeli, je pa bilo postopoma, iz leta v leto. Prvo so bili zelo enostavni izdelki, ne vem, sam neka oljčka, ki smo jih dobili kvalitetna, smo sam v bistvu dali po svojo blagovno znamko, potem smo pa začeli razvijati enih 5-6 let nazaj, pa res neke kompleksne svoje izdelke, ki imajo neko večjo dodano vrednost, ki nima neke take konkurence potem na trgu. Kako težko pa je razvijati neke lastne izdelke, da so res, ker prepričana sem, da verjetno si želiš dati na trg popoln izdelek. Mislim, v tem trenutku ni več težko, ker imamo že za sabo toliko nekih let izkušenj, ampak ja, na mestu moraš vedeti prvo, kar hočeš. Mislim, tista neka idejna zasnova, kaj bo drugače kot pri večini, ker mi tudi razvijamo zdaj v zadnjih letih izdelke, ki so široko potrošni. Ampak hočemo pri vsakom dati nekaj več, nekaj da drugače od ostalih. In pač prvi korak je, da veš sploh, kaj hočeš, da preučiš, kaj je, kaj ti hočeš, kaj hočeš dati več in pol, da najdeš nekoga, ki ti pač pomaga do konca razviti recepturo, če gre za kompleks neko prehransko dopolnilo ali pa kozmetiko in potem nekoga, ki bo to po tej recepturi za tebe delal, ker mi nimamo lastne proizvodnje.
Mi proizvajamo vse izdelke v Sloveniji, ampak outsourcamo to proizvodnjo. Tako da, največji se mi zdi izziv tisti prvi del, da si ti zamisliš, kar jaz hočeš in kere sestavine hočeš noter in ga hočeš, da v bistvu izdelek z njim dosežeš, kakšne hočeš rezultati in pol iz tega se nekako stvari speljejo. Pa pač prav ekipo moraš imeti okrog sebe, ampak se pravim, danes je to... Ampak vse to najti, ne? Ja. Ampak se pride postopoma, ne leta in leta, ko pač delaš, dobiš izkušnje, vidiš, s kom je fajn delati, kjer so dobri razvijalci, kjer imajo pač dobro proizvodnje. Mislim, v Sloveniji je ful enih podjetij, ki imajo res pač in veliko znanja iz tega, da nam lahko tukaj pomagajo, ker pri kozmetiki pa pri hranskih dodatkih si mi pomagamo z zunanjo pomočjo, medtem ko prehrano pa večinoma sami razvijamo, imamo dovolj znanja. Tako da je tukaj enih strokovnjakov, da jaz dlje časa, ko sem v tem, več vidim, koliko je res nekega znanja v Sloveniji in tudi dobrih proizvajalcev in proizvodenj. Tako da sem vesela, da lahko v bistvu na tak način tudi podpiramo potem pač slovenska podjetja, ko pri njih proizvajamo izdelke oziroma se z njimi pomagamo pri razvoju. Koliko pa je Nastje zdaj v izdelkih in tudi pri samem razvoju, kot je bilo na začetku, ker življenje se je v tem času zgodilo? Zdaj, pri samem razvoju sem jaz vključena dejansko samo na začetku, torej katere izdelke bomo proizvajali in kaj hočemo, da dosežejo, potem gre pa stvar, predvsem to področje pokriva solastnica Andreja, jaz sem bolj za ta področje marketinga, prodaje, ona je pa bolj za področje razvoja in financ in teh stvari, zadolžena kot neka krovna oseba, tako da ona pol te stvari naprej pelje, pa imamo še eno punco pri nas, Dominiko, ki je pač 6 časa, pravim, kar živi Google, ki ima res veliko informacij in znanja, tako da ona pa sodeluje pri razvoju izdelkov malo bolj. Tako da tudi ekipa se je razširila precej v teh letih. Ja. Kakšni so pa recimo načrti za naprej? A želite v Malinci dodati kako dodatno ponudbo v smislu ne samo iz teh sklopov, ki jih imate trenutno? Načeloma ne. Mi smo se zelo lovili v teh letih, kje na področje bi šli in kje se bi najdli. In nekako smo se zdaj v zadnjih 2 letih res fokusirali samo na ta področja prehrane, prehranskih dodatkov in kozmetike. Tudi z vidika, ko smo delali analize oziroma anketirali naše stranke, smo ugotovili, da je predvsem ta segment zdravja in lepote zanima. Tako da smo se fokusirali na ta del in nimamo plana, da bi šli neke druge segmente, čeprav pa prije kakšna priložnost, tako mi smo, koliko je zdaj leto pa pol nazaj, šli v en co-branding, pa smo lansirali ponvico za mini palačinke, zato ko imamo veliko namazov, pa moko smo imeli včasih, tako neke sestavine za pripravo palačink imamo v ponudbi in smo dali to kot neko dodano vrednost, smo hoteli dodati. In se je pokazalo ta ponvica kot tak velik hit, da je dejansko prišla med top 5 najbolj prodajanih izdelkov in je že leto pa pol med temi top 5 prodajanimi, tako da smo malo ta segment palačink razširili, ampak nismo šli čisto nov segment, ampak smo te stvari obstoječe iz prehrane, ki jih imamo, sam pač dodali še zdaj te nadgradili, tako da je nek celoten komplet. Tako da vedno se pojavijo priložnosti, ki so take, da jih zaznamo kot res dobre, bomo probali, tako da ne morem reči, da smo 100%, ampak tako bi rekla 99%, pa gremo v to smerno. Ja, v tem času, kot sem prej rekla, se je zgodilo življenje, postala si tudi mama, žena. Kako je usklajevanje podjetniškega življenja z zasebnim? Sploh, ko imaš svoje podjetje, ne? Ja. Jaz moram reči, da sem se na to kar dobro pripravila, ker vse moje prijateljice so že prej imele otroke in sem vedela, kaj vse to prinese. Tako da nikoli ni bil tak izziv, ko pa če bi šla v to mlada, brez nekega znanja od svojih prijateljic. Tako da na ta del sem se kar dobro pripravila, mislim, sva se z možem dobro pripravila, organizirala, tudi podjetje je že bilo toliko stabilno, da sem jaz vse lahko šla na porodniško, da nisem pač mogla biti zdaj 24 ur na dan dosegljiva za podjetje. Vse sem seveda delala še vse, ampak kolikor mi je čas dopuščal, nisem bila pod nekim pritiskom. Tako da to prvo leto mi je bilo ful fajn, potem pa, ko se pač greš ti nazaj v službo, otrok gre v vrtec, ko se začne, mislim, vse kar naenkrat je vse zelo aktivno in veliko nekih obveznosti, potem se pa treba malo organizirati, Ampak mi da z možem malo tako narediti, da imamo enkrat na teden sestanek in se pač naredim primerjava družinski ali poslovni? Poslovno mi dva nič ne sodelujeva. Družinski sestanek, da uskladiva urnike, ampak pač nekako smo se odločila, da teh prvih par let, ko je še Mateo mali, da bova skušala dodati
biznis na drugo mesto in otroka na prvo mesto, ker se mi zdi to pač edino smiselno, če se odloči za otroka. Tako da je Mateja pri meni moja prva prioriteta in popoldanski čas je načeloma tudi v podjetju imamo tako že več let, da delam 8 ur na dan. Že zaradi tega, ker že Andreja, solastnica, imela že 9 let nazaj prvega otroka in smo že takrat uvedli ta 8-urni delovnik, da smo za vikende fraj, da če so nadure, mora biti eksplicitno odobrene oziroma ne, res je to bolj izjema kot pravilo pri nas. Tako da, ja, jaz delam od 7 do 3 in potem imam popoldne rezerviran za otroka, družinsko življenje, tako. Na tak način se mi zdi, da stvar zelo dobro funkcionira, ne, da imamo neke določene neke meje, ker če ne bi bilo pa itak, imaš podjetje še vedno v mislih, ne, z tega, ker je pač nek tvoj drug otrok, ga ne moreš čisto izklopiti, ampak pač si malo bolj organiziran. Ta organizacija se mi zdi pomembna, da imaš res tisto 8 ur delaš, potem imaš čas za družino, še možno za sebe. S Filipom smo tudi tako dogovorjena, da imam vsak en dan v tednu pač dan za sebe, torej pač jaz ga imam ponovno v sredah. In takrat popoldne grem na telovadbo, pa nekako njegov obraz, za kakšne nohte, pač nekaj za sebe naredim tisto popoldne in on je takrat z Matejom, on ima pa torke, na primer to. Tako da pač ne, si najdemo tudi čas, pač, da imaš čas za sebe, ker vsem se mi pa zdi prav, da skombiniraš vse to, da nič ne trpi fula, ne. Saj je ful obveznosti, ampak da ne trpi služba, da ne trpi otrok in tudi tvoje nek čas za sebe, da ga kljub temu imaš, ker se da nekako stvari uskladiti. Sam dobro moraš biti organiziran, načrtovati moraš stvari. Zdaj, če ne bi načrtovala, bi bil kaos. Imam zelo pač po urniku dan razporejen. Tako, pa ful je fajn, če imaš, ne vem, tudi kakšne pol stare starše, ko malo preskočijo tete. Pri nas imamo res tako velike takih, ker ima to prvi otrok na vseh straneh in ga želijo, ne? Ja, in potem ni problem najti kakega varstva in pomoči. No. Tako da pač organizacija, to pa gre. Filip pa torej ni bil nikoli del Malince, si rekla, glede na to, da je velja za marketinškega strokovnjaka, verjetno je pa saj tako svetoval, ne, na začetku. Ja, mislim, jaz smo sodelovali poslovno, njegovo podjetje je pomagalo pri določenih marketinških aktivnosti Malinci, ampak midva kot taka nisva nikoli komunicirala, ker moje pravilo je bilo, ko sva midva začela, sem rekla, lej, moja edina želja je, da midva nikoli poslovno ne sodelujeva, prav tako zares, zaradi tega, ker sem imela slabe izkušnje iz preteklosti. In on je takrat rekel, sem rekla, jaz te bom hotela prepričati, ker vem, se poznam, sem rekla, jaz te bom hotela prepričati, ti mi moraš vedno reči ne. A se strinjaš? Takrat se je strinjal in res, pol, ko sem ga parkrat kaj hotela, je bilo vedno ne. Ampak tako da tudi midva, sem rekla, tudi njegovo podjetje nam pomaga, nočem, da midva komunicirava, ampak je po eni iz naše ekipe, pa eni iz njegove ekipe, da so se stvari poštimale. Teda v preteklosti smo, zdaj pa trenutno pa ne. No. Na kak način pa ste se sploh spoznala tudi na teh poslovnih? Na Instagramu. Aha, odlično. Torej, državna omrežja tudi povezujejo. Tako, ja. Niso samo slaba. Kako pa se je vanj partnerski odnos spremenil? Prej si rekla, vse je potrebno vedeti dobro načrtovano, ne, po rojstvu sina. Ja, midva smo bila že tako pred Matejom zelo organizirana, predvsem Filip, no, on je res ta freak glede organizacije, ne, in je še mene malo bolj v to potegnil, ampak teda, glede tega se ni toliko, glede same organizacije se ni toliko bistveno spremenilo, kot pa to, da nimaš več toliko časa en za drugega, ne, ampak midva smo nekako se odločila, da bova si spet to nekako organizirala, da mi imamo nekako cilj, da greva na 30 zmenkov letno, tu ima Filip to organizacijo čez in takrat a pač to je večerja v kino, pač nekam, ne, ali kako samo, tako da nekam skupaj sama greva. Ja, dejansko si pač načrtujemo nek čas za sebe, takrat si najdemo varstvo, da prije nekdo po Mateja za 2-3 urce počuvata, pa ga mi nekam peljeva in si na tak način nekako vzamemo čas za sebe. No. Ker drugače si ne bi, rečeš, se bom šel na ten teden, sem šel in počas gre, mesec gre. Če pa je v urniku. Če je pa v urniku, pa pač oba to načrtujeva, vemo, da moramo najti varstvo in poki tako je varstvo, pač greš nekam. Ne. Tako da, ja, na tak način si pač skušamo vzeti čas za sebe, ker mi tak med dnevom, pa tudi po eni zvečer, ko eno spava otroka, pa eni zdrav njega zaspi, ni cajta, ne, tako, da se sam kaj pogovarjaš, pa kakšne stvari zmeniš, no. Med vikendom biti tako otrok znama, pa tudi ne moreš tako, ne, da se mi zdi pomembno, da se nekako organiziraš neke zmenke oziroma čas za sebe, tudi ko imaš malega otroka, ker se mi zdi dolgoročno to zelo pomembno, ker če pač se, ne vem, 5-10 let ne posvečaš en drugmu in pa enkrat otrok odraste, gre
je zveza včasih zelo lahka na takih majih tleh, no, da moraš skozi nekako delati na tem, da skušaš ohranjati čim boljšo. Negovati pravzaprav. Tako, ja, skozi. Mogoče so to ravno to tudi vrednote, ki želiš jih prenesti na sina na nek način, da vidi zadovoljna starša. Tako. Mislim, jaz vseh področij, no. Predvsem želim, da dobi ta občutek, da lahko postane kar hoče, da ga preveč ne usmerja v neko določeno stvar. Pač to, da je pošten, da je delaven, ga želimo usmerjati v šport, v gibanje. Zelo ga hočem tudi usmeriti v kuhanje, da bo zdravo prehrano, oziroma da bo razumel, kaj je okej. Neke tiste stvari, ko so pol nek temelj, da lahko v življenju dobro ustvarjaš, da se gibaš, da zdravo živiš in potem lahko da spiš in potem imaš energijo, da delaš vse ostalo, kar si pač želiš. No. Tudi pri tebi je šport pomemben del tvojega življenja, se mi zdi. Ja. Tudi to je na urniku torej. Tako. Ja, mislim, mi da z Filipom smo oba kar športno aktivna, vsaj parkrat na teden, no, jaz trenutno imam 4-krat na teden treninge in to ti so v mojem urniku. Najboljše meni trenirati po službi, torej če gremo ob 3 še na trening, ker se je takrat res tisto po celem dnevu, ko nekih odločitev, informacij, stvari, reševanja izzivov, da se potem malo odklopim, resetiram in da se lahko bolj postavim v vlogo mame. Ker včasih je ta prehod, ko si podjetnik ali pa vodja nečesa, kar izziv, ko moraš kar v 5 minutah pa narediti klik in zdaj bom pa tam, in to izklopiti. Tako da meni to ful paše, da imamo vmes tisto 1 urco, da se izklopim in pol lahko nekako se fokusiram na ta družinski del. Da ne prenašaš nekaj moč ali slabe volje ali obveznosti. Ja, in probleme in izzivov tako na, ja. Kaj pa je poleg tega, mogoče še tudi nek hobi ali pa sprostitev, ali je to dejansko šport, tisto, ki je filter slabih, oziroma ne slabih stresa. Tako. Mislim, pri meni je šport najbolj, no. Jaz sistem najbolj, ampak kakšni sprehodi tako, da neka fizična aktivnost to mene zelo resetira in potem sem vedno ko nek drug človek, oziroma prerojena in z mislimi spet na pravem pač mestu, no. Da ti res tisti neke stresne situacije, ki pač večje podjetje, večje so te stresne situacije in odločitve, ne prijo neko doživega in preveč ne vplivajo na tvoje psihološko zdravje, no. Tako da. Kako pomembno pa je, recimo, da te je na začetku podprla tista primarna družinska celica, zdaj imaš svojo družino, ki te tudi, sem prepričana, in mož in sin podpira, da čeprav mogoče sin se še ne zaveda tako zelo, ne? Kako pomembno je to v poslovnem svetu? Mislim, je fajn, da je, ni pa zdaj to ključnega pomena, no. Jaz vem, da bi se verjetno tudi lotila tega tudi malo z glavo čez zid, torej, če ne bi. Če ne bi imela odobravanja strani staršev, sreča sem ga imela res, pač tako, jaz sem mami na začetku rekla, jaz rabim 7500 evrov, da odpremo d.o.o. In ona se je to sposodila od dedija, da mi lahko ta denar posodila inačke, veliko spraševala in še zdaj sem jih hvaležna, ker ne vem, kaj bi danes takrat lahko nekaj ful konkretnega povedala, ko pač to, da mama idejo narediti svoje podjetje. Tako da ja, so me podprli in tudi vedno so pomagali, še danes, če karkoli treba, vedno pomagajo, tako da sem za to ful hvaležna. Vem pa, da pač mogoče vsi nimajo te možnosti. Jaz vedno rečem, da si je fajn narediti vsaj eno osebo, ki te pri tem podpira. Ali z nekom, ko greš pa skupaj v biznis, ali pa enega prijatelja, sorodnika, kogarkoli, ni važno, da je to zaredinska primarna družina, nekoga, ki te pri tem podpira. Fajn je imeti enega, ne rabiš imeti pa cele skupnosti. Zaradi tega, ker večina, tudi pri nas je bilo tako, ja, mama, pati sta bila, medtem ko vsi ostali, ne, babi, dedi, pa to, pa ne, mislim, bože, imaš neko red, skepticizem, ne da biti, pač, da ne bi hodili podpreti, ampak strah jih je za tebe, strah jih je, da ti ne bo ratalo, da boš fejlu in ti imaš tam neko redno službo ponujeno, ko ti prinaša nekaj prihode, ti greš pa za nekaj, ko pač ne veš, da boš karkoli zaslužil, ne. Tako da, jaz jih razumem, ker tudi mene je bilo strah, če bi se, moj sin ali pa nekdo podal na tako pot, ampak ja, se mi pa zdi, da je pa prav, če vidiš, da ima nekdo neko strast, da ga podpreš pri tem, no. Tudi če je tvegano. Kaj pa te pravzaprav sploh navdihnilo za ta nek zdrav način življenja? To je v bistvu pravilna neka besedna zveza ali pa opis. Ja. Mislim, mi že od malega sem bila zelo aktivna v športu. Zelo od malega sem že začela kuhati, me babica veliko naučila pa ati, tako da to mi je bilo zelo blizu. Potem pa sem na bistvu po faksu, oziroma že na faksu dobila možnost, da postanem vodja športnega wellness centra in takrat sem se pa itak čisto vrgla v to, še nadgradila vse tisto, kar sem pač že prej delala, še malo bolj mogoče s prehrano. In od takrat naprej je pač nekako to del mene in to živim in sem si pol ful želela te stvari, ki so mi tako blizu, združiti v neko idejo in delati to, kar mi je pač res ful fajn.
Katere pa so tvoje, recimo, najljubše neke zdrave jedi, v bistvu imaš čas kuhati in pa kaj so mogoče tudi tiste obvezne, mogoče malinci, recimo stvari, ki so sigurno doma na polici. Okay. Ja, jaz bi rekla, mislim, da za nek tak zdrav življenjski slog je pač pomembno, tako smo rekli, gibanje, je pomembno šport, je pomembna prehrana. Prehrana je en del, je zelo ključen del, ampak pač hočem samo povedati, preden se lotva te prehrane, da je pomembno tudi gibanje, da je pomembno spanje, da je pomembno tudi mentalno zdravje. Da je pač več točk, ki jih moramo zajeti v to, da ni vedno samo prehrana in boš ti zdrav. Pač vse mora biti, vse kompletno mora štimati. Tako, z vidika same prehrane, ja, jaz se ful trudim kuhati. Mislim, popoldne oziroma zvečer skuham večerjo, vedno zvečer pripravim zajtrk za naslednji dan si, tako da glede tega sem tudi zelo organizirana. Enkrat na teden si naredim seznam, kaj bomo naslednji teden jedli. Kot jedilnik. Kot nek jedilnik, zaradi tega, ker me to prihrani ful časa in energije in potem pogledam, kaj rabimo še od teh stvari in enkrat na teden grem v trgovino, to kupim za cel teden naprej in potem pač po tem urniku načeloma se kdaj pri kakšne spremembe, ampak imam sestavine za tistih 7 obrokov, naprimer, večeri doma. Tako da mi to ful vsak dan prihrani časa, da ne večkrat v trgovino, da ne rabim razmišljati, kaj bomo jedli vsak dan sproti, ampak da imam pač nek plan vedno pripravljen naprej. Tako da ja, tudi med tednom zbiram pa jedi, ki so hitro pripravljene, ki tako nimaš veliko časa. Pa med vikendom pa si malo bolj privoščim, pa kaj malo bolj kompleksnega, ko malo več časa vzame pripravim. Drugače pri nas imamo tako, da imam 2 fanta doma, ki nista ljubitelja zelenjave, tako da imam s tem kar nekaj izzivov, kaj točno kuhati. Ampak ja, nekako smo se zdaj uskladili z jedilniki. Predvsem pa se jaz pol trudim, kljub temu, da ne marate zelenjave, da skušam to zelenjavo malce kamuflirati in jaz vedno pripravljam stvari na način, da zelenjavo zmiksam in pol jih dodajam v omake, v bolonsko omako, v lazanjo, veliko delam zelenjavnih juhic, ampak čisto zmiksam, tako, da se dejansko pač zelenjave kot take ne vidi in na tak način pol skušam pač malo izboljšati prehrano, ki jo jem. Vnos zelenjave in vseh pač vlaknin, ki je zelenjava ponuja, tako da ja, je treba malo eksperimentirati, če imaš doma take, ki pač niso ljubitelji, ker vem, da veliko otrok ne mara zelenjave in pol je treba pač znati na nek način pripraviti, da vse zaužijo dovoljno, ker je pa res pomembno. Če se vrnemo do tistih malincinih, nujnih izdelkov, ki jih imaš doma, pa tudi mogoče kjer prehranske dodatke, recimo, sama uživaš. Okay. Zdaj, glede jaz sam itak večino izdelkov doma in večino uporabljam, ker so to neki... Imate eno posebno sobo? Ja. Ne, mislim, kozmetične izdelke imam itak pač v predalu v kopalnici ali pa na tuš, pod tušem. Medtem prehranska dopolnila mama s Filipom na tak način v bistvu jemljeva, da mi gremo enkrat na leto na krvno analizo, pa malo pogledamo, kako je stanje in potem se jaz odločim, kaj bova pač uživala in vsak teden pripravim, imamo tisto škatlico za en teden in za vsak dan pripravim ta prehranska dopolnila noter. Načeloma imamo te osnove, kot so omega, vitamin D3, ker ga po nacionalni raziskavi primanjkuje, dansko ga 99% Slovencev ga ne zaužije dovolj, kolikor ga bi potrebovali in je ključno za močan imunski sistem, teda vitamin D3, omega, potem B-kompleks, se mi zdi neka taka osnova, magnezij, to so nekaj tista splošni vitamini oziroma minerali, ki jih je fajn dodajati. Teda to je podali vedno pri nama, pa še včasih kakšna dodatna, še na en kolagen jemljem, Q10, Q10, tako. Malo si sproti bolj prilagajam glede na potrebe, koliko česa, ampak te osnove imamo pa dejansko skozi. Mogoče še kdaj je pametno uživati, v katerem delu dneva? Je to pomembno sploh te dodatke, ki si jih načela? Mislim, so neka pravila, kdaj je nekako boljš eno, pa kdaj je drugo, ampak gledam to, da jaz 6-7 različnih jemljem, pač potem vzamem vse skupaj, pa zvečer, pred večerjo vzamem vseh. Niso take velike razlike v tem, kako učinek imajo, če jih vzameš zjutraj pred zajtrkom ali pa če ješ takrat, ko ješ maščobe, v glavnem ful enih nekih pravil.
To so pač res posto mogoče 5% boljša absorpcija. Saj nekaj lahko narediš, ampak zdaj, če jih ješ malo več, ne moreš to zdaj cel dan razmišljati, da boš katero prehransko dopolnilno, ker to ni smiselno. Torej ta fama kolagen zjutraj na prazen želodec ni nujno. Ne bo nič kaj večji učinek. Mogoče kak procent lahko, se pravi, tako se nekak procent lahko izboljšaš, ampak ni pa to, da bo zaradi tega 50% boljša absorpcija, ne, in rezultati. Tako da ne, jaz pač pol to vse skupaj ob večerji. Kaj pa naravna kozmetika, kakva je neka tvoja rutina? Okay. Jaz uporabljam predvsem malo kozmetičnih proizvodov. Načeloma imam zjutraj hidrolat oziroma pač tonik, potem se dam pa kremo, v katero mešam serum z vitaminom C. To je osnova, pa odvisno, zdaj, če imam kakšna snemanja, tako kot imamo midve, se potem malo še naličim, drugače se zelo ne ličim rada, niti nimam nekih ličil pa to doma, niti se ne znam. Tako, potem pa zvečer obvezno, mislim poleti, oziroma v teh bolj poletnih mesecih, ponaj od tam aprila pa do oktobra, dam tudi vedno SPF faktor, ki se mi da to najboljši anti-age izdelek, zaradi tega, da zaščitimo svojo kožo obraza pred soncem in s tem res največ naredimo proti našim gubicam. Tako da to je še dodam zjutraj v teh mesecih. Potem pa zvečer pa je obvezno vse to dobro odstraniti s čistilnim gelom, s kakim oljčkom, potem pa večer na njega pa spet imam hidrolat, potem pa zvečer uporabljam pa serum z retinolom, ki je tudi ima dobre anti-age učinke in tako, to je to nekako. Ne kompliciram. In tudi te izdelke pač imamo vse pri nas v Mlinci, zaradi tega, ker vedno razvijamo izdelke, ki jih želimo potem tudi sami uporabljati, ne. Tako da imamo pol neko celotno linijo tega. Tako da, čim manj komplikacij in gre. Odlično. Sledi kratek premor, gledalke in gledalci, ostanite v najini družbi. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni nazaj v zimskem pogovoru. V moji družbi je še vedno Nastja Kramer-Pesek. Sem rekla prav Kramer, ja? Kramer. Vse vredo si rekla. Pri priimkih sem jaz vedno grozna, se opravičujem. Ni problema, sploh. Biti nespoštljiva. Če se vrneva, oziroma nisva še govorili o tem pomembnosti družbenih omrežij pri podjetništvu. Ja. Koliko kako si pravzaprav gradila na začetku z družbenimi omrežji, ker vemo, da v bistvu v tem desetletju so tudi družbena omrežja v Sloveniji bistveno zrasla, napredovala. V bistvu verjetno čisto nekaj drugega, kot takrat, ko si začela. Ja, mi, ko smo začeli, je bil že aktualen Facebook, tako da smo že na začetku začeli komunicirati na Facebooku, potem smo s časom dodali še Instagram, YouTube, TikTok, zdaj zadnje cajt tudi uporabljamo neki Pinterest, v glavnem tako. Da smo dodajali kanale, jaz moram reči, gleda način, na katerega mi komuniciramo, da skušamo nekako stranke izobraževati, osveščati in predstavljati izdelke skozi social media kanale, je pri nas to kar ključnega pomena. Pri nas so v bistvu socialna omrežja glavni del marketinga in vsebine, ki jih pač na njih objavljamo. In tudi večji del marketinške ekipe, ki se ukvarja s tem, se v bistvu ukvarja z ustvarjanjem teh vsebin. Tako da, pri nas so ključnega pomena, tudi z vidika samega obiska na spletni strani nam prinesejo ogromno obiskovalcev in tudi z vidika prodaje naredijo kar velik del mesečne prodaje skozi socialno mrežo. Tako da za nas so zelo ključnega pomena. Ampak verjetno ni fokus samo na družbenih omrežjih lastnih, ampak tudi neko sodelovanje z uspešnimi slovenskimi vplivneži. Ja, mislim, ta del marketinga mi malo ločimo, to je pač sodelovanje z ambasadorji, oziroma z influencerji. Tudi tukaj smo bili zelo pionirji na začetku, ko smo bili po moje enih prvih, ko smo začeli na tak način delati, ker se prav spomnim, to je bilo po moje 9-10 let nazaj, ko smo začeli, ko nam je Eva Boto poslala en recept na naš, ko lahko pri nas stranke dajo recepte in smo mi to videli, smo si, ona pri nas kupuje, dobro, in smo jo kontaktirali in smo vprašali, če je bila ona pač za, da bi pač da bi sodelovali, pa da bi delala promocijo izdelkov, oziroma je predstavila, kaj ona res uporablja in je bila za in še zdaj z njo sodelujemo, pol let. Tako da na tak način se je pol začelo in pol se začel ta fama oziroma ta segment ambasador influencer zelo rasti. Mi smo od njega že v začetku, zdaj bi rekla, trenutno v fazi, ko mogoče že malo pada, ampak ja, zelo močen marketinški kanal, ki se je razvil dejansko v zadnjih 10 letih in pred sploh ni obstajal. Ja, tako da treba biti skozi malo na preži, kaj se dogaja, ko si v takem biznisu spletnem in pač zagrabiti stvari, ki se pojavljajo. Tudi TikTok je bil en tak, ko smo mi začeli takoj, ko je prišel na trg praktično, se z njim ukvarjati, da smo
ga razvili do te mere, ko je danes, da lahko danes, ko je veliko konkurence, pač imamo neko konkurenčno prednost tudi na tem kanalu. No. Tako da pri nekih spletnih blagovnih znamkah, ko se bolj spletom ukvarjajo, ker splet fokus, res moraš biti skozi malo naprežji in spremljati, kaj se dogaja in pač preizkušati različne stvari. Vse se ne primejo, ampak tiste, ko se, pač si prvi, ko si s tem začel, imaš pa res neko prednost konkurenčno. Si korak pred drugimi, ne? Tako, ja. Torej ni samo Instagram tisti, oziroma sej aktivni ste itak tudi na TikToku, ampak se mi zdi, da nekako, mogoče čisto moje laično opažanje podjetjem, nekako največ, ne samo vašem, prinese Instagram. Mislim, mi še vedno največ pravimo preko Facebooka in to je že pač od samega začetka tako da, ampak tukaj zraven zdaj govorimo tudi o plačanem oglaševanju na Facebooku. Kot nek organski kanal, ki prinese največ nekega organskega engagementa, sledilcev prodaje, je pa Instagram je na prvem mestu, tudi z vidika sodelovanja z ambasadorkami in z influencerkami sodelujemo v večji meri preko Instagrama z njimi, no. Tako da iz tega vidika je zelo močen kanal, ampak ja, tako sem rekla, še vedno je pa Facebook tukaj, ne vem, boljši z vidika same prodaje. No. Malo odvisno, kakšne izdelke imaš, pa kje se nahajajo tvoje ciljne stranke, tako, kjere kanale uporabljajo. Jaz moram reči, da sama uporabljam sam Instagram osebno, pa še to zelo malo, zaradi tega, ker je preveč vsega, da malo ohranim ta fokus in kako urco na dan prehranim, ker nisem na družabnih omrežjih. Ja, verjetno res. Ste menjevali tudi malo, mislim, na kak način pravzaprav prihaja do sodelovanja? Jih ti pokontaktiraš, oziroma pač ekipa, zdaj v Malinci že influencerje oziroma znane Slovence, rečemo temu tako, sami lahko pristopijo do vas in pa so se tudi malce menjevali v tem obdobju? Ja, malo se menjajo, mi delamo na tem, da delamo na letnih sodelovanjih, ne delamo teh enkratnih nekih kampanj, ker to se mi ne zdi smiselno, ker se mi zdi fajn, da tiste punce, ko uporabljajo izdelke, da jih res uporabljajo in potem pokažejo izdelke, ki jih rade uporabljajo in ki so jim všeč. So samo punce? Imate kakega moškega? Imamo, ampak tudi z vidika strank je 95% žensk, tudi z vidika influencerk in ambasadork je 98% žensk. Oprosti, misel sem prekinila, ampak sem mogla vprašati. Ja, tako da vsekakor vsako leto jih par menja, mi sodelujemo s približno 100, kar je res velika številka, to zdaj govorim skupaj Slovenija, Hrvaška. In vsako leto jih, ne vem, 15-20% so neke menjave. Ampak nekaj konstantov, veliko je pa takih, ko res sodelujemo že ogromno let z njimi, vedno se na letni ravni z njimi dogovorimo za sodelovanja, imamo tudi dogovorjeno, da v bistvu dobivajo izdelke oziroma si naročujejo naše izdelke in uporabljajo izdelke, ki moja želja je, da sam ti nekaj spremljaš, ampak tudi uporabljaš in potem lahko pristno neko stvar predstaviš. Teda ja, kaj si me še vprašal, nekaj si še imel s tem? Kak način poteka? Če jih sami izbirate. To še, ja. Glede same izbire pa tako, mi enkrat na leto naredimo razpis, kjer se lahko prijavijo mikromajle, pač kdorkoli se lahko prijavi na ta razpis, da vidimo, koga sploh to zanima, pa mi naredimo neko selekcijo, izbor, izberemo par novih na tak način. Vmes med tekom leta se kdaj zgodi, da nam kjera sama piše, da mi kjeri sami pišemo, ko vidimo, da je bila nek fit. Tako da je to zelo odprta zadeva, ni fiksno določeno na kak način, ampak se nekako sproti živo to vse skupaj odvija. Enkrat na leto je pa tisti razpis in potem po tistem razpisu nekaj novih in takrat tudi naredimo neko selekcijo, s katerimi bomo še, mogoče kjera gre stran sama, mogoče kjera se mi odločimo, da več tako. Je živa zadeva in tudi imamo eno punco pri nas, ki je dansko odgovorna za to in tudi velik del v bistvu njenega delovnega časa je posvečeno temu. Omenila si vmes, da sto nekje na slovenskem in hrvaškem trgu, pa se malce dotakniva še tega hrvaškega trga. Torej, kako zelo drugačen je mogoče od slovenskega si želela že na začetku, recimo, ko si ustanovila podjetje, da bo tudi izven meja? Ja, mi smo imeli skozi to željo, sicer da smo pa tekom let malo zamejile, ker smo videli, da se da v Sloveniji vseeno veliko narediti. Marsikdo reče, ja, v Sloveniji je ful malo, ampak se da. V tem segmentu, ko smo mi, je ogromno potencijala in velik trg, kljub temu, da nas je pač samo 2 milijona. Tako da, ja, mi smo Hrvaško začeli že kar hitro po Sloveniji in tudi ta dva trga sta trenutno največja pri nas. Smo pa tekom let tudi testirali še Italijo, Nemčijo, Avstrijo, ki so se pokazale za zelo težke trge, drage trge. Tako da, mislim, prodajamo v te države, ampak zelo malo, ker se aktivno ne ukvarjamo z njimi. Smo pa zdaj v zadnjih mesecih se pa fokusirali na bolj vzhodne trge
In zdaj zelo se odpirajo Romunija in Češka. Testirali smo tudi Madžarsko, Slovaško, Poljsko, ampak te dve sta pol zmagali nekako, da zdaj s temi dvema skušamo delati naprej. In tudi za letos je cilj, no, da eno državo tujo dobro osvojimo. Mislim, da bo to na koncu Romunija, kakor zdaj kaže. In so res rezultati in potencial res veliki po testnih kampanjah. Tako da ja, v to smer si želimo letos še malo razviti. Mislim, da smo zdaj na točki, ko smo se toliko naučili in toliko znamo, da vemo, na kak način pristopiti malo k drugim trgom. Je pa res, da so drugačni. Medtem Slovenija, Hrvaška je res minimalno razlik. Ni veliko. Ne. Ko gledam način komunikacije, neke prodajne hite, kaj se prodaja, kaj ljudi zanima, smo tam. Res. Jaz bi rekla, mogoče neka odstopanja 10% in je zelo fajn dela dva taka trga, ker so si tako podobna, ker dejansko pač narediš vse slovensko, tako, narediš vse za Slovenijo in potem se vse sam prevede v hrvaščino in imaš dva trga pokrita. Še posebej pri nas, ker delamo veliko na vsebinih, na nekih receptih, na nekih zabavnih klipih, na nekih izobraževalnih klipih, tako. In je veliko nekih vsebin, ki moraš to skozi nekaj producirati. In če imaš nek trg, ki jih iste stvari zanima, dejansko to sam prevedeš in imaš dva trga pokrita. Tako da iz tega vidika je Hrvaška res super. Bomo pa videli, kako se bo pa zdaj ta Češka, Romunija odvila. A bomo lahko na isti način pristopili z nekim istimi stvari, kot jih delamo tukaj, ali bo treba stvari pač malo bolj prilagajati. Ja, kaj ste do zdaj opazili? Jih zanimajo oziroma isti artikli? Kaj so sploh bestsellerji trenutno? Zdaj bom rekla iz segmenta, mislim, ponvica, ta za mini palačinka je. Iz vedika prehranskih dodatkov je še vedno kolagen, pa multivitamini za otroke, ki jih imamo v bombončkih, to je full hit pri nas. Tako, glede kozmetike, v kozmetike se najbolj prodajajo serumi za obraz, pa tudi serum za lasišče, ki smo ga par mesecev nazaj, je zdaj trenutno totalni hit. Pa pri sami prehrani pa najbolj grejo te nadomestki kavic, ko so z adaptogeni in da nimajo kofeina. To je tako zelo močno področje, na katerem tudi veliko delamo. Tako da to so nekako... Tudi Romunijo in Češko bo nekako to zanimalo? Ja, mi smo pa zdaj pri teh državah, v teh 5 vzhodnih, smo zdaj testirali posod 3 izdelke, in sicer kolagen, serum za lasišče in ponvico. To so bile 3 testni izdelki, ki smo izbrali za začetek in to smo testirali, ampak moram reči, da serum za lasišče in ponvica sta res oba se ful dobro pokazala, kolagen malo manj, ampak ja, mi smo zaenkrat to testne kampanje zelo šli z minimalno nekaj vloženega truda, vse se je v bistvu prevajalo s ChatGPT-jem. Danes, ko nismo imeli dobene osebe, to je bilo res isto tesno, da vidimo, kje smo, ampak rezultati napram kakšni Italiji ali pa Nemčiji so pa 100-krat boljši. Mislim, ni niti primerljivo, tako, kakšne so imeli tam testne kampanje, kako imamo tukaj. Zelo zanimivo, ne? Ja, mislim, jaz sem bila čist pav, ko sem videla, že po prvem tednu sem spomnila, mogoče to so boljši rezultati kot v Sloveniji, z vidika nekega oglaševanja in tako. Tako da ja, zaenkrat smo samo to testirali, bomo videli, bomo pa itak šli na cel segment, ko se odločimo, pač, katera država je tista naslednja, ki jo hočemo. In kaj bo tam fokus? Ja, bomo videli. Kakšen pa je tvoj slog vodenja ekipe? Kako bi te opisali, kakšna šefica si? Direktna. Jaz mislim, da sem vseeno, glede kako imam jaz izkušnje, pa kako me drugi pravijo, dokaj prijazna. Mislim, pač zahtevam veliko, pa vedno hočem, da se ljudje nadgrajujejo, izobražujejo, da vedno so boljši. To je, ampak to se mi zdi, da je prav. Znam pa tudi stvari na ok način komunicirati, nikoli dobenega osebnostno ne bi užalila, vedno, če je kakšna kritika, je samo na neko delo, ki bi lahko bilo mogoče malo drugače, boljše opravljeno. Tako da iz tega vidika mislim, tudi ko njih vprašam, da sem ok. Včasih premalo pohvalim, čeprav so res vsi ful dobri. Tako da tukaj tu se še lahko malo izboljšam, da jih večkrat pohvalimo. Zdaj tako javno, res imam ful dobro ekipo, jaz imam v marketinški, pač v moji ekipi, ki jih jaz vodim, jih je 6 in vsi so na svojem področju res pač ful dobri, med top v Sloveniji bi lahko rekla, ampak je pač za to potreben čas in izobraževanje in ok vodenje in tudi fajne naloge, ki jih imajo neke tako. Skupaj rastemo in ja, tako jaz kot vodja, tudi oni kot sodelavci in zaposleni. Kakšna pa je dinamika v tej grupici 6, torej 7 s tabo ljudi? Ful fajna, sproščena, zelo sproščena. Mi smo tako, tudi osebno se večkrat kaj družimo. Tudi jaz nekako sem imela poroko, povabila malo pač ekipo takrat na svojo poroko. Tako, rojstne dneve praznujemo skupaj,
smo zelo povezani. No. Ni to včasih kvečemo težje, mogoče potem komu sporočiti, to bi lahko opravil boljše. Ja, sam se mi zdi, da imamo toliko vse odkrite odnose, da pol iz tega odnika ni problema. Ni zamer. Ni zamer. Zato, ko se pravim, pač odvisno, kako ti poveš neko možnost za izboljšavo, na kak način to skomuniciraš, pa da on ve, da res nisi osebnostno nekoga užalil, ampak sam hodil si, da itak imamo vsi skupni isti cilj, da mu sam pomagaš, da mogoče ta cilj na drugačen način boljš, lažje doseže, če mu daš ti neko usmeritev. Ni pa to nikoli mišljeno, da bi nekoga pač žalil. In to se mi zdi iz tega vidika, da znajo to oceniti. Tudi jaz osebno vem za vse, kaj se pri njih v osebnem življenju dogaja, vem, kakšne izzive imajo, če je kdaj treba tudi pomagati glede tega. Tako da iz tega vidika smo res tak mala family, znotraj podjetja. Kar se mi zdi super, zato ko meni se zdi najbolj pomembno, da ko priješ ti v službo, da se počutiš fajn in sproščeno, da se z ljudmi, ki so ti cool, vse se pokonektaš z vsemi enako, ampak v osnovi, da pač je dober vibe, da ne priješ tisti, da si pod stresom, pa da zdaj ponedeljek pa moraš iti, ampak da ti je okej, da greš. Se verjetno taka oseba niti ne ostane dolgo, če se ne počuti dobro. Mislim, zdaj pri nas to, kar selekcioniramo, Če vidimo, da ne paše v ekipo, pa lahko ful dober predelo, ampak če ni energija prava, če se ne jamemo brez veze, ker lahko ena oseba celo ekipo dol potolče. Smo imeli take izkušnje in smo videli, da to res ni da moramo prav čas urgirati, vse je težko, ampak če hočemo neko tako vzdušje, je treba pač včasih kakšne stvari neprijetne narediti. Kako pa se soočiš, pa mogoče ne toliko z neprijetnimi, ampak s kakšnimi neuspehi, ker se prej smo že ugotovili, pač v podjetništvu vedno vse ne bo šlo gladko, je težko? Mislim, ampak mislim, da sem že postala kar nekako malo imuna na to v teh letih, zaradi tega, ker vseeno v podjetništvu to, da 10% je uspeha, 90% je pa izzivov. In moj dan ne poteka, da bi jaz vsak dan nekaj ful fajnega dosegla, ampak večino pač dnevov je tako, da rešujem neke izzive in probleme, ki se pojavijo in sprejemam neke težke odločitve, mislim, lažje, in če bi meni to prišlo do živega, redno ne je bila danes tukaj, ker sem. Zato tudi toliko enih izgorelosti, pa toliko podjetnikov gre iz podjetništva, zaradi tega, ker vsem pač moraš znati to izklopiti oziroma si ne jemati k srcu. Mi z Andrejo vedno rečemo, da je to za nami neka taka igra, da si ne malo poenostavimo stvari in tudi jaz vedno rečem, vse stvari, ki so do zdaj bile, pa so bili manjši, večji izzivi, na koncu se je vse vedno rešilo. In tudi jaz rečem, vse se bo rešilo. In zaradi tega, ker vem, da se bo vse rešilo, si pol manj mogoče pod stresom. Hkrati pa tudi, ko jaz vidim, da neki izziv pride, ga skušam tako rešiti. Jaz nikoli ne predlagam nekih reševanja, ki ti skozi ostane v glavi. Dokler to ni rešeno, je nekje v tvoji glavi. Tudi če neči zavedno, pa nek nezavedno. In te malo mori. Tako da jaz vse stvari, ki pridejo, probam skušati rešiti čim bolj sproti, čim hitrej, da pa to je za mano. Je v predalu in tako je že bolj tako nek nov izziv, ampak tako. Če se vrnemo malce na družinsko življenje, radi tudi potujete kot družina. Mogoče za začetek, kako se razlikuje potovanje, ko si samska ali pa v paru, pa potem z malim otrokom? Oboje ima svoj čar, je bistvena razlika, ker si sam si pač delaš, kar hočeš in greš, kamor hočeš. Tako, ko imaš pa družino, se pa treba bolj prilagajati otroku, še posebej tiste prve leta, ko še otrok med dnevom spi, pa treba iz leta organizirati, da on lahko vmes nekaj spi, da ima za jesti. Malo drugačna dinamika, bolj naporno je, absolutno, ima pa svoj čar, ko vidiš otroka, kako on uživa. Ker pri nas je res, on pač, zdaj pač star 3 leta in zdaj, ko smo bili nazadnje na Kanarskih otokih, je on pač, to je bilo, mislim, to veselje in to, ko se vidi vsak nove stvari in vse mu všeč, vse mu je zanimivo in tako res uživa in pol ti je kul. Čeprav včasih pač iz tega vidika, da se moraš skozi malo organizirati in tako gledati na njega, je bolj naporno. Ne priješ dansko toliko spočiti iz dopusta. Ampak priješ pa, ne vem, jaz fizično mogoče nisem toliko spočita, sem pa mentalno napolnjena in tudi mentalno sem pa res, tam, ko moram biti, zato tudi grem, tako. Kje so ti pa recimo potovanja ostala v najlepšem spominu, recimo? To je tako klišejsko vprašanje, ampak... Glih včeraj sem mogla nekaj gledati za eno kampanjo, ko delamo, v kolikih državah sem bila in sem včeraj gledala, sem bila že v 37 državah. Madonna! Tako da najbolj všeč, do zdaj bi rekla, da sta bili Indonezija, Bali in Japonska.
Pač meni je ful všeč Azija, jaz obožujem Azijo, moj mož je sploh ne, je ful proti Aziji, imamo skozi te, kam bomo zdaj šli. Kompromis. Ja, kompromis, eno leto tja, drugo leto tja. Tako da ja, te dve države sta me nekako najbolj ostale v spominu in nadušile. In kako izgleda tvoje potovanje? Greš z kulturo, ki je tam, želiš spoznati domačine? Čisto odvisno. No, zdaj, ko imamo otroka, je bolj vedno prilagajam neko pot in potovanje in aktivnosti, da so tudi njemu zanimive. Pač dejansko čist druge stvari hodim zdaj gledati, kakor sem pa prej. Kljub temu mogoče, če si na istem kraju, ne, recimo. Ja, no, zdaj sem bila, lani sem bila drugič na Baliju in ko sem bila prvič z mojo sestrično, je bil čisto, pač kot da bi bila čisto dva različna svetova. Tako da ja, zdaj se zelo prilagajam pač naše aktivnosti in pot in vse pač Matejo, da je njemu zanimivo, meni tako vse zanimivo, jaz nisem zahtevna glede tega, samo da grem na drug konec sveta, neka druga kultura, druga hrana, to je meni pač top. Tako da ja, je bolj načeloma, jaz si najbolj želim spoznati tuje hrano, meni je pač tukaj, ful imam rada neke nove okuse, tako da hrana me najbolj pritegne, potem lepi kraj, narava, živali, moj Matej ima ful rad živali, vse, kar je živali, tam smo mi ponovadi. Tako da ja, zdaj sami z domačini pa tako, saj odkar imamo otroka niti ne, ker pač enostavno je to kaj drugih stvari. Preveč, ne? Ja. Kaj pa od hrane, torej azijska ti je ljuba? Ja. Si kako nenavadna kombinacijo poskusila mogoče? Mislim, poskusila sem posod kaj takega nenavadnega, ampak v osnovi mi je pač ta azijske začimbe, so mi in hrana in zelenjava in sadje, pač vseeno mi je top, tako da pač jaz bi lahko skozi. Azijsko način prehranjevanja imela, no, kar mi je res fajn. Kje si pa poskusila kaj takšnega, kar si rekla, od tega pa več ne bi? Vem, da na Filipinih smo enkrat kaj smo jedli, neke ščurke, pa neke črve, neke suhe, tako kot čips to pač imajo. Ja. In vem, da tisto je bilo, ajde, dajmo probati. Saj v bistvu okus kot tak ni problematičen. Problematično je to, ko veš, kaj ješ. Ja. Ker okus je pač itak vse ful slano, cvrto, nima zdaj pač nekega specifičnega okusa, ampak pač sam tisto občutek, ko vidiš tistega ščurka, naprimer, ali pa črva, da pač da to usta, to je bolj, ne. Če bi imel zaprte oči, po mojem ne bi bilo toliko problema. Tako da ja. Si se prepričala, da poskusiš dejansko? Ja, sem probala, se meni ni problem probati stvari. Ja. Sada bi pa to jedla, to pa ne. Take želje pa ne. Da bi to grickala vsak dan. Zvečer pred televizijo, recimo. Nastja, najlepša hvala za tale prijeten pogovor. Ja, hvala tebi. Gledalke in gledalci, vam pa hvala za ogled. Ostanite na BKTV še naprej. Želim vam lep pozdrav in nasvidenje.